Radio Rubin in tvojih 60 minut. Srečen in zdrav dober dan 2021 želim Erika Koncutu. V moji družbi je Patricija Jurinčič-Finžgar, igralka in članica ansambla SNG Nova Gorica. Danes rišemo vaš portret, Patricija. Pa začniva. Prvič ste na oder stopili v Trstu. Že pred študijem se spominjate tega trenutka? Absolutno. Pravzaprav se spomnim trenutka, ko sem prvič stopila na oder Slovenskega stalnega gledališča v Trstu in ne bom nikoli pozabila tega občutka, ko se je tisti, ki poznajo oder, vejo, da gre za zelo, zelo velik oder, zelo veliko dvorano in mi je resnično vzelo sapo. Seveda takrat sem začela sanjariti o tem, da bi postala igralka in takrat v tistem trenutku je bil oder prazen, tudi seveda v publiki ni bilo nikogar in imela sem občutek, da sem res kraljica sveta v tistem trenutku. Na akademijo vam ni uspelo priti v prvem poskusu, ampak ko vam je uspelo, ste opozorili nase. Vaši diplomski predstavi sta bili večkrat nagrajeni, tako da dejansko je bila ta želja postati igralka kar močna. Ja, zanimivo, da ste zdaj v enem stavku pravzaprav opisali 4 leta, ki so v moji zavesti seveda dolga in naporna. Študij je bil zame zelo naporen in zelo težek. Absolutno niso bile mačje solze, mačji kašelj. So bile marsikdaj tudi solze, tako da ta lapsus je kar na mestu. Zame je bil zelo naporen študij, ki se je začel seveda s tem občutkom, o moj bog, nisem bila sprejeta prvič, kaj zdaj to pomeni. Zdaj, ko pogledam nazaj, sem zelo hvaležna, da se to ni zgodilo prvič iz več razlogov. Prvi zato, ker sem dobila v drugem poskusu krasne sošolce, brez katerih se mi zdi ta pot ne bi bila taka, kakršna je bila in brez katerih seveda tudi ne bi mogla opozoriti potem nase, ker predstava, ki jo omenjate, je predstava, za katero smo dobili nagrado za skupinsko igro v 4. letniku, v zadnjem letniku, diplomska naloga 1981. Tako da se mi zdi, da se je ta včasih trnova pot zaključila z neko res zelo ekipno skupinsko predstavo, kar je, se mi zdi, res zrcalilo to, kakšen letnik smo bili. Res zelo močen, kompakten. Vsi zelo različni med sabo, ampak takrat, ko gre za pripovedovanje neke zgodbe, za gledališko stvaritev, smo znali stopiti skupaj in ponuditi nek presežek, po mojem. Kako težko vam je bilo kot tržaški Slovenki študirati v Ljubljani in to igro? Jaz sem si zelo, zelo želela bivati v Sloveniji in ustvarjati v Sloveniji. Sem absolutno navezana na tržaški prostor, imam rada, mislim, da je realnost Slovencev v Italiji zelo močna, kompaktna, uspešna, ki mi je absolutno dala zalet. Ampak jaz sem si iskreno, resnično želela živeti v tej državi in ustvarjati v tej državi. Tako da, ko sem se preselila sem, nisem zares razmišljala o tem, ali mi bo težko komunicirati z ljudmi, ki so se pa v tej državi rodili, oziroma so nekako, če se že niso v njej rodili, so doživeli prehod iz prejšnje v novo. Ampak nisem nikoli tega doživljala kot nekaj težaškega. Je pa res, da sem opažala marsikatere razlike tudi temeljnega pomena. Moja slovenska identiteta se je na nek način tekom do najstniških let, ko sem potem prišla v Slovenijo, gradila na italijanskih temeljih večinoma. Govorimo o teh nekih vsakdanjih stikih, od tega, kako sem zjutraj, šla po kruh in ga naročila v italijanščini, do tega, da sem poslušala več italijanske glasbe, do tega, da sem takrat verjetno tudi bolj brala v italijanščini, gledala televizijo v italijanščini in se mi zdi, da glavni preskok je bil da sem potem začela to neko ta nek svoj bazen nekih stvari, ki so mi bile prej ponujene v italijanščini, spreminjati v pač slovenske impulze. Brati več v slovenščini, gledati več slovenske televizije, poslušati tudi slovensko glasbo. Ampak vse skozi se mi zdi, da je na nek način
da sem poskušala eno dopolnjevati z drugim. Še vedno se imam za tržaško Slovenko, tega ničesar ne more spremeniti, ampak ja, ne bom rekla, da je šlo za težek prehod, zame je bil zelo naraven prehod. Evo. Še več o Patriciji v nadaljevanju, sedaj pa nekaj glasbenih minut. Gostja Radia Robin je danes Patricija Jurinčič Finžgar. Osredotočiva se sedaj na vaše vloge, kar precej močnih ste odigrali, na katero ste sami še posebej ponosni. Morda velja izpostaviti, več bi jih izpostavila. Mogoče bi začela s tisto, ki mi je na nek način znotraj teh 5 let, odkar sem zaposlena v Novi Gorici, nekako, ki jo najbolj hranim, ki jo imam najbolj za svojo, morda zaradi tega, ker se mi zdi, da sem preko nje nekako največ izcimila ali pa največ pokazala ali pa se morda najpreprosteje v njej najboljše počutila, in to je Andromaha iz predstave Trojanke. Tam sem bila absolutno v svojem elementu, žanr, tragedija mi leži, ležijo mi miti in ležijo mi metafore, ležijo mi večne zgodbe. Ena, mimo katere ne morem, se je zgodila, preden sem prišla v službo v Gorico, in to je Hana iz dogodka v mestu Gogi, ki mi je prinesla tudi Borštnikovo nagrado za mlado igralko, ki sem se takrat, se mi zdi, rahlo otepala, češ, o moj bog, zdaj kaj ta nagrada pomeni. Danes sem hvaležna za njo, se mi zdi, da mi je dala zalet za naprej, tudi za potem vse stvaritve, ki so se zgodile v Goriškem gledališču in ki se dogajajo v Goriškem gledališču. Nasplošno, če pa pogledam svojo kratko kariero, pa moram izpostaviti tudi svojo avtorsko predstavo Moj 900. Tam morda ne gre toliko za gledališko vlogo, kolikor gre za vlogo, v smislu, kakšno vlogo sem vstopila, v vlogo nekoga, ki se je postavil na oder in je prevzel vso odgovornost za zgodbo. Gre namreč za monodramo in v njej sem se predstavila tudi kot pevka, tako da se je z njo odprlo eno zelo pomembno poglavje, ki mu na nek način posvečam tudi čedalje več časa, in to so glasbene predstave oziroma musicali, moja ne več tako zelo skrita ljubezen. Preizkusili ste se tudi v prevajanju in lektoriranju, ciljam predvsem na ševrinski dialekt pri barufah. Lahko bi rekli, da je bil prvi kritik ravno vaš oče, ki je dober poznavalec tega dialekta. Absolutno, ne samo moj kritik, ampak moj pomočnik, moj navdihovalec, če se temu lahko tako reče. In absolutno bom hranila spomin na to predstavo, na celotno predstavo, ki je bila za moj občutek izjemno adrenalinska in taka, da je ljudi zagrabila in jih prikovala na stol. Zavedno jo bom hranila absolutno s to dodano vrednostjo v srcu, da je bila to predstava, ki je na nek način delila s širšo javnostjo dialekt, ki ga seveda mladina pozablja in ki je dialekt mojega očeta, ki mu tudi dolgujem zanimanje to strast do nastopanja, do plesa, do petja, seveda v neki popolnoma drugačni obliki, ampak sem hvaležna, da se je vse to spojilo v predstavo, ki je dobesedno govorila v njegovem jeziku. Patricija Jurinčič Finžgar ostaja v naši družbi tudi po skladbi. Bodite blizu. Na Radiu Robin danes rišemo portret igralke Patricije Jurinčič Finžgar. Naslednja tema je musical. Brala sem, da ste se udeležili delavnice v srcu te umetnosti. Kakšna izkušnja je bil Broadway? Sjajna izkušnja. Seveda, moja predpostavka, moja želja je bila, da bi spoznala to čudaško bitje, ki se ji reče musical, v svojem naravnem habitatu. In seveda ga ni boljšega mesta, kot je Broadway, zato da spoznaš žanr, ki se je tam
začel razvijati in rodil tak, kakršen ga danes razumemo pod besedo musical. Ne. Zdaj sem si izbrala program na šoli New York Film Academy in čeprav ima v samem imenu v ospredju film, ta šola je na področju musicala zelo močna in priljubljena. Sama sem se udeležila 4-tedenskega učnega programa, ki seveda ni isto kot če daš celo akademijo čez, ampak sem na nek način izkusila, kakšen bi lahko bil študij, če bi se zanj odločila. Hkrati ali pa morda predvsem sem pa to potovanje v New York izkoriščala za to, da si ogledam čim več predstav in na nek način poiščem skupne točke med musicalom, ki ga gledamo v Sloveniji in musicalom, ki se ga da videti v New Yorku. In da na nek način tudi znotraj tega, kar ti odri ponujajo, najdem nekaj, kar je zame, kar mi ustreza, kar mi je všeč in kar morda velja tudi pripeljati v neki drugačni obliki, seveda predrugačni, tudi k nam. Gre za, mislim, to je bila res zelo, zelo bogata izkušnja iz vseh vidikov, ki me je spomnila na to, s kakšno strastjo se velja ukvarjati z gledališčem. Včasih tukaj priznam, ker pač to počnem poklicno, priznam, da včasih jemljem to kot samo po sebi umevno. Tam si tega igralci ne morejo privoščiti, ker je konkurenca izredno visoka in se mi zdi dobro, da sem šla tja pogledati tudi ta sicer absolutno za moje pojme nezdrav adrenalin in strah in hvaležnost konstantno za to, da lahko to počneš. Ne. Seveda je privilegij, je tudi odgovornost, ampak sem se na nek način tudi s to strastjo, ki jo tam imajo in ki jo pokažejo z veseljem, spet napojila. Najbrž so bili udeleženci iz vseh vedrov. Ja, iz zelo različnih držav, tudi z različnimi stopnjami izobrazbe, različnimi zanimanji, z eno skupno točko, z ljubeznijo do tega žanra in do gledališča in z željo po na nek način raziskovanju lastnega aparata, lastnega instrumenta, ne, ker na vse zadnje pač je telo, glas, igralčev instrument in pač se mi zdi, da je zdravo in da je prav, da se na nek način celo življenje igralci izobražujemo in urimo in poskušamo, preizkušamo, iščemo, kaj nam paše, kaj nam ne paše in se učimo in raziskujemo. Tako da veliko nas je bilo in zelo, zelo, zelo je bilo lepo. Pogovor nadaljujemo po skladbi, ne hodite daleč. Še naprej ostajava pri petju, Patricija. Pravite, da je skozi petje lažja komunikacija z gledalci. Zakaj tako menite? Ja, morda jaz gledam seveda na petje iz perspektive igralca. In ko pravim lažje, ne mislim, da je bolj enostavno pet kot igrati, daleč od tega. Mislim pa, da, vsaj po moji izkušnji, da je tako, da takrat, ko igralec na odru poje ali pa pevec, ki igra svoj song, se mi zdi, da je nivo doživljanja tistega, ki igra in poje in tistega, ki sedi v dvorani na nekem višjem nivoju, predvsem pa ga čutim kot bolj skupnega. Če sem zelo banalna, takrat, ko dobim jaz kocine po konci, ko dobim kurjo polt, takrat verjetno tudi v publiki. Seveda, ker na nek način sledi glasba notam, ki imajo same po sebi neko dramatičnost, ki jo uporabi igralec, ko
igra samo z besedo pripeljati z drugačnimi strategijami. Meni petje zelo leži, počutim se domače v njem, mogoče prav zaradi tega, ker nisem po izobrazbi pevka. Zdi se mi, da je tam še mnogo potencijala, ki bi ga rada raziskala. Se mi pa zdi, da ima petje to moč, tudi v naši kulturi, v slovenski kulturi, kjer morda recimo musical kot tak ni domač žanr, je pa pri nas pevski zbor zelo domača stvar in ljudsko petje, tako rekoč imamo vsi z njim neko zelo močno povezavo, in se mi zdi, da skratka, Slovenci smo narod pevcev in se mi zdi, da takrat, ko se srečamo v pesmi, se srečamo intenzivno in z veliko večjo močjo kot pri besedi. Seveda ne vedno, ampak govorimo o svojem občutku in izkušnjah zadnjih nekaj let. Patricija, kot gledalka, kakšni ste, kaj želite videti na odru? Se imam za zelo benevolentnega gledalca, gledališče imam rada in kot taka tudi vstopim v dvorano, pričakujem, ni mi odveč gledati, nimam nekih vnaprejšnjih pričakovanj v zvezi s tem, kar bom videla. Vem pa, kdaj me stvari v največji meri premaknejo. Premikajo me metafore, premikajo me simboli, premikajo me stvari, ki se z mano pogovarjajo ne nujno na dobesednem nivoju in ki mi ponudijo nek material, s katerim ne dostopam oziroma do katerega ne dostopam nujno svojim omejenim umom in svojo mislijo, ampak ki se predvsem dotikajo nekih strun v podzavesti. Rada imam predstave, ki me ganejo, rada imam predstave, ki me nasmejejo, rada imam predstave, ki iz mene izvlečejo čustva. Ne vem, če bi rekla, da sem zahteven gledalec, se pa imam za gledalca, ki začuti, kaj je pristno in na odru in ki ga nepristnost odbija. Mogoče še par besed o tem, kako preživljate ta korona čas, po čem si ga boste zapomnili? Zapomnila si ga bom po neki neprestani želji, da bi bilo drugače, kot je, in poskušanju sprejemati tega, da ta čas je tak, kakršen je in da edino, kar lahko zdaj ta trenutek naredim, je, da ga sprejmem, včasih tudi kot dar, ker glede na to, kakšen je moj urnik ponavadi, ko nimam časa niti zadihati včasih, več tednov, si ga bom zapomnila tudi kot čas, ko sem nekaj tega miru dobila. Nažalost si ga bom zapomnila tudi kot čas strahu, takega in drugačnega, ne nujno svojega, ampak strahu, ki na nek način preveva svet in okolico, ampak si ga bom tudi zapomnila kot čas, v katerem sem močno verjela, da bodo stvari boljše in absolutno, boljše, drugačne, normalnejše, da bo stik spet mogoč, da bodo predstave spet mogoče. Skratka, ves čas se mi zdi, da ne glede na vse, ohranjam to vero, da se bodo stvari izboljšale in da ni razloga za hude strahove. Igralka Patricija Jurinčič-Finžgar je današnja Robinova gostja. V teh minutah bi vam postavila nekaj kratkih vprašanj. Najprej, ko vam rečem Trst, prve 3 stvari, ki vam padajo na pamet, kaj vam je tam najbolj všeč? Absolutno morje in sicer iz točke Barkovel, posledično zraven dam Miramar in tržaški dialekt. Kaj pa 3 vam najlepše stvari Nove Gorice? Bližina meje, se pravi stik 2 tako različnih kultur znotraj enega samega mesta, zelenica pred našim gledališčem in park za
za gledališčem in za knjižnico, ki mi prinaša marsikdaj skupaj s Panovcem, ki je četrta stvar, ki jo dodajam, veliko popoldanske sprostitve in miru. Vaš moto življenja, kateri je? Ne vem. Poskušam pa ga vdihniti vsak dan, ga sprejemati življenje tako, kakršno mi prihaja naproti in iz tega, kar dobimo vsak dan na svoj krožnik, izcimiti najboljše zase in poskušati izcimiti najboljše tudi za ljudi, ki so okoli mene. Ste si kdaj rekli, kaj mi je bilo tega treba? Kolikokrat. Mnogokrat. Ampak to je povezano s prejšnjo točko, moto življenja. Mislim, da vsakič, ko si človek reče, kaj mi je bilo tega treba, je dobro, da se spomni, kaj mu je bilo tega treba. In če se resnično vprašaš, kaj ti je bilo tega treba, ponavadi ugotoviš, zakaj je bilo točno tistega treba, česar si nisi želel. Po skladbi se nam pridruži igralec Jure Kopušar, katera vprašanje postavi Patriciji takoj po glasbenem oddihu. Za konec vašega portreta, Patricija, so nama ostala še vprašanja vašega igralskega kolega. Juretu Kopušarju je bila zaupana ta vloga, zato predlagam, da mu kar predava besedo, vam pa odgovore. Patricija, živjo, Jure tukaj, tvoj dolgoletni prijatelj, ki te bo vprašal 3 zanimive vprašanja. In sicer prvo je to, midva se že dolgo poznava, kot sama veš, velikrat se tudi na to malo pošaliva. Še iz časa, ko sem se jaz iz Mengša preselil v Trst in vem, da je bila ena prvih stvari, ki mi je zelo fascinirala, je bilo to, da je bilo povsod veliko skuterjev, se pravi motorinov. In tudi midva sem imela enega, in sem jaz svojega, ti svojega. A se spomniš vseh barv, kakšna firma je bila mojega in tvojega skuterja? Se pravi, to bo že zdaj 15 let nazaj, po mojem, že več. To vprašanje me je spravilo v tako dobro voljo. Tako da sem Juretu, ki je moj kolega, dober prijatelj in res nekdo, ki je z mano dolgo let in upam, da še veliko let bo v moji bližini. Se mu zahvaljujem za to vprašanje. Mislim, da se spomnim, njegov skuter je bil temno-modre, rahlo vijoličaste barve. Se mi zdi, da znamke Aprilia, vem, da je imel od zadaj, sploh ne vem, kako se temu reče v slovenščini, tisto škatlo, v katero daš neko škatlo, skratka. Absolutno si ga prepoznal, ker je bil po mojem edini skuter v Trstu, ki je imel ljubljansko registracijo, tako da ga nisi mogel zgrešiti. In tudi mojega nisi mogel zgrešiti, ker je bil eden od 2 skuterjev, Energy skuterjev, belo-zelene barve. Tako da 2 pomembna skuterja v tržaški zgodovini skuterjev. Potem je drugo vprašanje. Glede na to, da si zelo talentirana na več področjih, ne samo, da si dobra igralka, pa pevka, da si dobra šivilja, ki si je sama zašila poročno obleko in predvsem dobra poslušalka in svetovalka, kot je ob 11. začer na poti domov iz Gorice v Ljubljano predavam svoje motvore. Si pa tudi odlična v pisanju besedil, poezije, karkoli. In me zanima, kdaj bomo mogoče predali kakšno tvoje odrsko besedilo ali pa celo roman? Za roman si ne upam trditi, da bo kdaj nastal, ampak se prepustim presenečenju, da bi sama sebe presenetlenega napisala. Pravzaprav dramska stvaritev, avtorska, je marsikatera že nastala. Prva ravno za mladinski oder in eno sem, naj s ponosom povem, so jo celo objavili v reviji Mentor. To je komedija v 4 dejanjih z naslovom Razbojnice in zadnji projekt, eden izmed zadnjih projektov, tik preden se je začel drugi val, je v bistvu
avtorska predstava, sicer po zgodovinskih, mislim, ki se navdihuje pri zgodovinskih dogodkih, ampak gre pravzaprav za avtorski tekst. Bidovec Tomažič tovarištvo, ki smo ga postavili na oder v Tržaškem gledališču. Tako da na nek način se premikam v smer čim bolj izvirnih besedil. Morda pa mi kdaj celo uspe nekaj, kar je absolutno moja tiha in skrita želja, napisati scenarij za glasbeno predstavo v celoti izvirno. Se pravi zgodba, dialogi in songi. Glasbe si ne upam pisati, ampak vsaj ta nek pisni del, da bi pripravila za glasbeno predstavo. In tretje vprašanje, tako zelo, v bistvu, lahko si ponosna na to, mogoče še nekateri ne vejo, koliko časa si že brez alkohola in brez prižgane cigarete in seveda zakaj si se sploh tako odločila, ali bo to zaradi petja, zaradi ohranjanja glasilka, ali bo to zaradi zdravja, ali je bil kakšen drug razlog. Mislim, da bi rabila še enkrat toliko dolg pogovor, zato da bi razložila vse razloge, zakaj. Ampak, zdaj mislim, da je že celi 2 leti po mojem. Mislim, da bo 2 leti. Razlogov, zakaj nehati z enim in z drugim, oziroma zakaj se temu odpovedati, so najrazličnejši. Vem pa, kaj je tisto, kar me pri tem na nek način drži, da vztrajam. In sicer meni se zdi iskreno povedano, kljub vsem težkim trenutkom, življenje je izredno lepo in zdaj že vsi vemo, da je pač izredno krhko in izredno kratko. Zato sem se odločila, da si ga ne bom več zavestno krajšala s kajenjem in da ga ne bom zavestno omamljala in ga zamujala s pitjem. V teh zadnjih 2 letih se absolutno boljše počutim, tako da zame sta bili ti 2 odločitvi res dobri in zakaj pa ne, sem ponosna na njo. Patricija Jurinčič-Finžgar